Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V Sloveniji nismo katoličani le večinski pripadniki rimsko-katoliške cerkve. Med nami živi tudi dobrih 1000 grko-katoličanov različnih narodnosti. Od tega jih v Beli krajini živi približno 500. Gre za katoliško cerkev vzhodnega obreda z lastnim pravom, ki pa je v popolni edinosti z rimsko-katoliško cerkvijo in priznava papeža za svojega vrhovnega voditelja. Pri bogoslužju uporablja bizantinski obred v grščini, staroslovanski ali narodni jezik. In v tokratni oddaji gostimo zelo spoštovanega gospoda, župnika grko-katoliške župnije Ljubljana, ki se že več desetletij posveča pisanju bizantinskih ikon, tudi pesnika, letošnjega zlatomašnika, očeta Mihajla Jozafata Hardija. Dobrodošli, oče Mihajlo, v naši družbi. Hvala lepa. Ste že praznovali svoj jubilej? Ja, začel sem praznovanje v Metliki za Slovenijo, pol pa bom v jeseni planiram nekjer na moji prvi fari. V Vukovarju sem bil 10 let, na Hrvaškem, tam so mi se hčere rodile, nekako smo vezani. Pravijo, za duhovnika pravijo, prva župnija, prva ljubezen. Ja. Tako da imamo nekakšne veze z Vukovarjem. Druga župnija je bila Bačinci pri Šidu, to je Srem, Vojvodina, ampak na srpski strani, ne na hrvaški strani, tako da kasneje sem prišel 91. leta v Slovenijo, 92. leta sem dobil župnijo v Metliki in tam sem se zadržal že 29 let, skoraj da 30 let. Zdaj sem pa lastno hišo kupil za Bukovje pri Raki in vsako nedeljo pa grem v Ljubljano za grko-katolike, ker je lansko leto naš vladika Milan je dekretiral župnijo za grko-katolike v Ljubljani. Ja, iskrene čestitke, res takoj na začetku tega najnega srečanja in pogovora v našem studiu ob 50-letnici opravljanja duhovniške službe. Ali grko-katoliški duhovniki kaj drugače praznujete takšen jubilej kot naši rimsko-katoliški? Ne, to je enako. Bogoslužje? Nič posebnega. Zahvalna maša je, zahvalna liturgija je bila. Zanimivo je bilo v Metliki to, da ni bilo v grko-katoliški cerkvi. Glavna liturgija ni bila. Čeprav smo i u grko-katoliški cerkvi bili in smo tudi tam zahvalili pred ikono Bogorodice. Ampak zato, ker je v Metliki župnijska cerkev svetega Miklauža veliko večja, v primerjavi naša cerkvica je kapelica, tam 20 ljudi stane in že je polna cerkev. Tukaj se šlo za veliko več ljudi in je bil moj vladika Milan, je pel v moškem zboru, oktet je bil z Hrvaške in je vladika pomagal petje. Duhovniki so bili okrog oltarja in smo somaševali enako grko-katoliški in rimokatoliški duhovniki. Koliko župnij, koliko cerkva in tudi koliko grko-katoliških duhovnikov deluje v Sloveniji? Zaenkrat samo 2 duhovnika. Moj naslednik Ivan Skaljivski je prišel iz Ukrajine. Meni se vidi, da je 3 leta duhovnik, če se ne motim, ne bi rad. In on je v Metliki, jaz grem v Ljubljano, on je prevzel tudi Drage. Drage, to je naša cerkev v Dragah. Torej, to je župnija Drage? Župnija Drage, Metlika? župnija Metlika, potem
obiskujemo grko-katolike v Novem mestu, ampak nimamo cerkev v Novem mestu, ampak liturgijo in bogosluženje se opravljajo v frančiškanski cerkvi v Novem mestu. In Ljubljano imamo, ne. Zdaj se momentalno zadnja 3 leta obiskuje te begunce iz Ukrajine zaradi vojne, obiskuje se še v Celju, koliko slišim, ampak cerkev mi nimamo v Celju svojo, posojamo, saj je to tako vseeno. Ja. Od kdaj ste grko-katoliki oziroma so navzoči na slovenskih tleh? Cerkev je bila narejena v Metliki in je takrat bil, ko smo 100. obletnico cerkve, blagoslova cerkve, smo praznovali, bil je takrat nadškof ljubljanski Rode, Franc Rode je bil nadškof in je bil pri arhirejski liturgiji v Metliki, je sodeloval z nami. To je bilo okoli leta 2000, 2003 morda? 2003, ja, 2003, ker je 1903. leta je bila posvečena cerkev. Zakaj grko-katoliška cerkev v Sloveniji ni samostojna, ampak je podrejena Hrvaški, ne? Tudi vaša škofija grko-katoliška je v Križevcih na Hrvaškem. Tako je. Metropolija? Metropolija je v Zagrebu. Čeprav jaz sem njimi na hvalo, ampak jaz sem, ko je bil nadškof Rode, nadškof ljubljanski, jaz sem njemu rekel, gospod nadškof, pa bom jaz sem v Sloveniji, jaz bom metropolita ljubljanskega omenjal v liturgiji. On je rekel, imaš prav. Zanimivo, izhajate iz Vojvodine pravzaprav, ne? Tako je, ja. Iz Bačke? Iz Bačke, centralne Bačke. Iz ruskega Krstura, to je moje rojstno mesto, tam sem i krščen in to je največ Rusinov koncentrirano v ruskem Krsturu. To je najmočnejša in zdaj je pa tam stolnica naša, ker imamo škofa v Novem Sadu. Kdaj ste Rusini prišli oziroma vaši predniki v Vojvodino, da ste ostali do danes, s pomočjo česa pravzaprav ste se obdržali? Vera je edini razlog, da smo i nacionalnost ohranili. Ampak je zanimivo to, da je 1750. leta to je bila migracija v eni državi, eni deželi, to je bilo v Avstro-Ugarski iz zahodne Ukrajine, katera je danes, niti ne vem po pravici, koliko je škofij tam grko-katoliških, ker je zahodna Ukrajina večinoma katoliška, druga Ukrajina, vzhodna Ukrajina je pravoslavna, ampak od tam iz tega konca Mukačevska eparhija so naši prišli trbuhom za kruhom. Revščina je ljudi nagnala, da pridejo na, tako rekoč, na Panonsko nizijo, tam, kjer je bilo Panonsko morje, ne. No, niso dobili, ne vem, plodno zemljo, dobili so močvirje, ampak so toliko pridni bili, da so obstali tukaj. In koliko grko-katolikov pravzaprav je na območju nekdanje Jugoslavije? Po mojem je nekjer mogoče 15 do 20 tisoč, nekaj takega. Zanimivo pa je to, da v Vojvodini, v Novem Sadu, mi imamo, ni nas veliko, tam je škofija od 12 tisoč grko-katolikov, koliko vem. Velik je razpadom države Jugoslavije odšlo v svet, največ v Kanado, tudi duhovnikov grko-katoliških in vernikov. Imamo osnovno šolo,
v rusinskem jeziku, gimnazijo imamo v rusinskem jeziku, imamo televizijo in radio in cajtunge. Imamo v narodnem jeziku, materinskem jeziku. Povejte nam malo, kako je živela vaša družina, koliko vas je bilo v vaši izvirni družini. Vi ste si kasneje tudi ustvarili svojo družino, kajti grko-katoliški duhovniki se lahko poročite, ne? Tako je. V Vukovarju so mi se rodile dve hčere, Mišela in Helena. Zdaj pa imam že, ker sem zlatomašnik, to pomeni, da sem starejši duhovnik, zdaj imam 4 vnukinje in je zanimivo to, jaz to pozitivno gledam in pravim, da sem blažen med ženami, ker samo ženske imam, same punce imam. 4 vnukinje imam, najstarejša je 22-letna, letos naj bi diplomsko obranila, tako da sem ponosen na njih zelo. Kakorkoli se to sliši, lepotice imam. Ja, lepo. Kakšne vzgoje pa ste vi bili deležni doma v vaši družini? V moji družini, zanimivo je to, da moj pokojni oče in mama so bili Rusini, kot eno in drugo so bili Rusini. Redno smo hodili v cerkev, zanimivo je to tam, kjer sem jaz v Kuli bil, selili smo se zaradi očetovega dela. In v župniji so bili menihi. So bili bazilijanci. In danes so tam bazilijanci. 2 sta redovnika in jaz sem imel kontakt s temi duhovniki in sem redno hodil k maši in na ta način je izpadlo. Čeprav poklic je poklic in velikokrat znam reči, da je poklic za duhovnika pri nas ne pomeni, ali so 3 solucije, ne pomeni, izbira je pred posvečenjem po končanem fakultetu, je ali si škofijski duhovnik, župnik, celibatarc, ali si poročen, ali si redovnik. To se moramo odločiti pred posvečenjem. Zanimivo, da ste šli v neko malo semenišče, takrat v gimnazijo k Salezijancem v Križevce na Hrvaškem, ne? Tako je. Zato, ker to je bilo v škofijskih prostorih in je pokojni nadškof beogradski Gabriel Bukatko je pogodbo s Salezijanci podpisal, da za 1 leto imajo v malo semenišče sprejeti 4 kandidata grko-katolike. In na ta način smo mi bili pri Salezijancih. No, živeli smo normalno, celo v začetku smo brevir latinski molili. Potem pa ste teologijo doštudirali na rimsko-katoliški fakulteti. Tako, v Zagrebu. Čeprav imamo na Gornjem gradu, v Zagrebu imamo svoje semenišče in poleg študija na katoliški fakulteti smo imeli disciplino, cerkveno petje, bogoslužje, disciplino smo imeli v svojem semenišču. Samo za grko-katolike. Danes celo nekateri bogoslovci, rimokatoliški Hrvati prihajajo k nam. Prejle sem na začetku že povedal, da ste v popolni edinosti z rimsko-katoliško cerkvijo, da priznavate papeža v Rimu in tako naprej, ne? Katere so pravzaprav glavne razlike med našima cerkvama, grko-katoliško in rimsko-katoliško? Zdaj, ne zdi mi se lepo reči, ampak mi za papeža imenujemo ga v liturgiji 4-krat, ne enkrat. V slovenski maši samo enkrat imenuješ papeža, ne, v kanonu.
A tukaj v liturgiji, pa vsi vejo, da je liturgija daljša, Janeza Zlatoustega, in je to, zanimivo je pa to je čisto moje razmišljanje, da pravoslavna cerkev istu liturgijo ima Janeza Zlatoustega, samo oni mole za svojega mitropolita, mi molimo za papeža. V katerem jeziku pa poteka? Jaz v Ljubljani imam v staroslovanščini, a zanimivo je to, da po drugem Vatikanskem koncilu so tudi narodni jezik. Jaz sem mislil, da je prudencialno v staroslovanščini, da bi vsi bili zadovoljni. Meni na liturgijo pridejo Slovenci, pridejo Srbi, pridejo Ukrajinci. Sem rekel, zdaj, čeprav Ukrajinci me pritiskajo, da bi bila ukrajinska liturgija, sem rekel, ex justitia po pravednosti ne morem jaz druge izločevati ali poriniti, vi ste manj vredni, a bo ukrajinska. Ne, bo staroslovanska, pa bo vsem prav. Potem so razlike tudi v obleki, ne? Tako je. Ba to me velikokrat znam, zdaj, ko je tako vroče. Mi imamo pri vas v latinskem obredu je veliko bolj enostavno. Alba, štola, plašč in to je to. Jaz imam veliko več delov za obleč. Naše rize so stihar, potem je epitrahilj, potem je pas, potem je narokvice so, potem pride, še meni pride nabedrenik, ker je to meč Svetega Duha. To so že nekako, bi rekel, titule cerkvene. In nazadnje pridejo rize, pride plašč. Nosite izjemno lep naprsni križ. To je nekaj posebnega pri vas, grko-katoliških duhovnikih, ne? Ja, zdaj nove generacije, mi takrat nismo imeli, ko sem jaz bil tam posvečen pred 50 leti, danes se ne poudarja, novomašnik pri nas lahko nosi križ. Naprsni križ. Samo je navadni križ, bel, ne? Potem druga stopnja je protojerejski križ, protos je prvi, jerej je duhovnik, ne? A to je zdaj druga, že ponad tem je stavrofor, protojerej, to pomeni, da so kamenčki okrasi na križu, ne? Torej, bizantinski vzhodni obred, koliko časa pravzaprav traja vaša liturgija ob nedeljah, praznikih? Pa recimo, če je, da ne rečem skromnejše petje, če nimam zbor, tem 1 ura, s kratko pridigo. Zdaj imamo še, to, kar jaz prakticiram, ne pravim, to, kako še ne neham, vsako nedeljo kleče pred ikonostasom na Carskih vratih molim za mir v Ukrajini. V slovenščini, normalno, ker imamo podobico Brezijanske Marije in od zadaj je lepa molitev za mir v Ukrajini. Lepo. To znam moliti zaradi mojih Ukrajincev. Mi je ena rusko-pravoslavna gospa mi je rekla, zaradi tega prihajam, ker molite za mir v Ukrajini. Če pa imate tudi pevski zbor navzoč pri bogoslužju, potem? Pol ure je zraven. Normalno. Torej, kakšno uro pa pol? Uro pa pol, ja. Ampak verniki niso nič zaradi tega nestrpni? Ne, kje pa. Recimo, zdaj bom rekel nekaj malo, moramo se hecati.
kadilnico, mi dosti kajenja imamo, ne, Ja. v liturgiji. In to celo cerkev kadimo, do vhodnih vrat. Pravi, dvakrat rimokatoliki pokadijo, cela cerkev kašlja. Pravi, pri vzhodni liturgiji celo liturgijo se kadi in nobeden ne kašlja. Ja, vi ste se torej odločili za tudi svojo družino, Tako potem je. ko ste doštudirali teologijo, preden ste bili posvečeni v duhovnika. Rekli ste, da imate 2 hčeri, že sedaj 4 vnukinje tudi. Tako. Kakšna je morda prednost tega, da ste poročeni, da imate svojo ženo, svoje otroke? Ljudje to zelo cenijo, ker to ni prebrano v knjigi. To je konkretno življenje, vsakdanje življenje v družini. In takega duhovnika verniki veliko več cenijo, ker to doživlja, to živi. Enostavno to živiš, krščansko življenje v družini. Ni to prebrano v knjigi, zdaj jaz bom gospod Fajmošter, gospod župnik in zdaj meni se vidi, da ljudje to tako razumejo, naj mi oprostijo, če nimam prav, da župnik soli pamet družinskim. A nimate izkušnje, ne? Kaj menite, kaj ovira nekatere duhovnike Rimskokatoliške cerkve v Sloveniji, pa tudi drugje, ki težko živijo celibat, da se niso pridružili vam, grkokatolikom, kjer bi se lahko poročili in bi bili v edinosti s papežem? Zanimivo je to, zdaj nove generacije, mlade generacije, da imamo 5 bogoslovcev za manastir, za samostan. In bodo šli v oktobru ali v septembru mesecu, bodo šli v Ševetonje med benediktince shodne, skupaj s svojim spiritualom in vsi, dobesedno vseh 5, celo spiritual, bodo grkokatoliki, pa so rojeni rimokatoliki. Prejle ste omenili tudi Vukovar, nekje tam v bližini ste več let delovali, ne? 10 let sem bil tam. 10 let kot dušni pastir, župnik, tako da ste tudi doživeli to tragedijo Vukovarja, ne? Zelo težko je bilo, zelo težko je bilo. Jaz sem bil takrat v Bačincih pri Šidu, občina Šid, in to je nekjer 40 kilometrov Vukovar daleč, ne? Ampak se zemlja tresla, postelja se z mano tresla celo noč, 3 mesece je bombardiran Vukovar. To je bilo strašna izkušnja. In če streljajo na mesto, kje sem jaz bil 10 let in kje sem bil mladi duhovnik, to sigurno, da srce boli. 1100 ubitih v Vukovarju in okoli 22,000 pregnanih z domov. Strašno, strašno. Meni je zelo žal teh. Jaz sem bil v Vukovarju, sem obiskal večkrat po vojni, zdaj že, in moje hčere so tudi bile. Veliko je spremenjeno. Tam, kjer so bile hiše in mi po hišah znamo te ulice in vse to, zdaj so travniki. Kakšne sledi, kakšne rane je to pustilo v vas do danes, ki jih morda še niste mogli preboleti in ozdraviti, kajti tam ste se srečevali s temi ljudmi, ki so bili neposredno v tej vojni, ne? Ja, zanimivo je to, za Vukovar, ko pridem, oni še zmeraj rečejo, pa sem že več kot 30 let sem od tam, pa pravijo, vi ste naš župnik. To je plača. Nič več ne rabim. Kako pa doživljate to, kar se danes dogaja pred našimi očmi v Ukrajini, v Gazi? Zelo boleče, zelo boleče. Jaz sem zdaj, prejšnji teden sem vozil
dve ženske, en študent je bil med njimi in ena Rusinja, Ukrajinke sem vozil, imam na Hrvaškem v Istri, imam lastno hišo, samo nekatere, mene to res stane me, to je bolečina, ko slišiš, da pravi ženska, tam ne vem, 50 let stara, pa pravi, jaz v življenju morja nisem videla. Vsak dan sem jih peljal na plažo 20 kilometrov in z njimi pridem, ampak nekako bi človek rekel, normalno se obnašam z njimi. Sem rekel, v kuhinjo jaz ne grem, vaša je kuhinja, delajte kaj hočete in kako hočete, mene to ne zanima. In to so tako sprejeli, da ne morem, samo besede hvale. Oče Mihajlo, kako izgleda vaš običajni delovni dan? Zjutraj, ko se vstanem, zdaj zmeraj, ko sem starejši, zmeraj je zgodnejša ura, ob 6 tam nekjer vstanem, gre za molitev, normalno takoj zjutraj, potem je higiena. Imate tudi službeno molitev, ki jo morate opravljati, ki ste obvezani? Nismo subgravi obvezani, časoslov, brevir. Subgravi nismo obvezani, ampak v vsakem primeru poklic molitve. To je duhovniški. Ma ne samo duhovniški, mi kot kristijani, kot verniki, zgodilo se mi je, da smo v pogovoru, samo malo bom s teme šel dol, v pogovoru smo pogovarjali se v Ljubljani, gremo po liturgiji, gremo na kavico, pa se pogovarjamo in ne vem, kaj je bilo, smo se pogovarjali in jaz pravim za pravoslavne. Ena Ukrajinka meni pravi, a mi pravoslavni nismo kristijani? Rekel, oprosti, imaš prav. Saj smo vsi kristijani. In če se oni dobro počutijo v naši sredi, hvala dragom Bogu. Zdaj sem ta rusko-pravoslavna profesorica, mi je prišla na hrvaško mašo, pride ti, in kaj boš naredil, če pride v vrsti za obhajilo? Ja, obhajam. In potem ona meni po maši, ona meni pravi, blagodarim bačuška, ker ste mi dali Jezusa. Pa kaj ćeš lepšega? Torej, vi po vaši osebni jutranji molitvi vsak dan? Ja. Kaj storite potem? Zdaj prvo obligatna kava jutranja. To sem navajen leta in leta že. Kava, potem nekaj... To vam žena pripravi? Moja žena je že dolgo časa pokojna. A že pokojna? Ona je že 26 let pokojna. Ona ni mogla sprejeti to, da smo mi z rožnim vencem v rokah, da smo mi krivi za vojno ali da smo kriminalci, ker so pod orožjem so bili, ne glede v kateri državi, večina je bila kaznjencev pod orožjem. In oni so delili pravico. In ona je bila introvertna, zelo duhovna in je to kuhala v sebi, hajcala v sebi, nikako ni šlo van. Z 47 let srčna kap in je umrla. In vi ste ostali še prilično mlad, ja. Okoli 50 let stari, tako, verjetno, ne? Ja. Niste razmišljali, da bi se ponovno poročili? Pa seveda sem, mislim, bom rekel po pravici, ampak danes se težko nekdo žrtvuje. Danes i recimo za gospodinjo, če hočeš, pa da je plačaš, prej občudujem te gospodinje stare pri mojih bratih slovenskih duhovnikih, občudujem, da je 40 let služila duhovniku,
in so zlate duše, poznam te stare gospodinje, so svetnice, res svetnice, mislim, nič ne forsiram. In danes takih ni. Danes nove generacije, kdo bo služil duhovnika? Ampak duhovniku biti gospodinja, to pomeni ne, da vzameš 80-letno, pa da župnik njo služi. Ja, pa kakšna ti je to pomoč? Ne? Tako da pravzaprav sami ste sedaj v svoji hiši? Sam sem v svoji hiši, kupil sem svojo hišo, potem preden grem kuhat kosilo, grem v atelje, grem delat, pa imam še k temu, kaj sem zdaj v Zabukovju kupil, to še 2 vrta imam. Dobro, zdaj momentalno ne morem se pohvaliti, tudi trava raste. To je v občini Krško nekje, ne? Ja, v občini Krško, ja. Zdaj, veliko dela je, veliko pa pomagam recimo slovenskim duhovnikom v novomeški škofiji, veliko pomagam, kadarkoli je treba, hodim okrog, ker sem biritualist, to samo Kaj to pomeni, da mašujete tudi po našem obredu? Tako je. Nadomestite duhovnika, ko ga ni na župniji? Lepo, ja. Ker takrat, ko sem bil v Vukovarju, pokojni škof Čiro Kos je bil in on je prosil shodno kongregacijo za latinski obred, da bi ja maševal, ker sem tam okrog Vukovarja pomagal hrvaškim duhovnikom. Zdaj je samo beseda v vprašanju, obred je isti, ne. Zdaj pa tukaj služim v Sloveniji, veliko pomagam, če je potrebno vsak dan. Tako da ste verjetno vključeni tudi v ta naš rimsko-katoliški duhovniški zbor v dekaniji, ne? Zelo. V dekaniji se počutim in me oni držijo kot enega člana njihove dekanije. Se redno udeležujete tudi rekolekcij? Seveda. Vsak mesec? Ja, vsak mesec. To je Leskovška dekanija in z veseljem se dobimo. Tako je bilo i 29 let v Beli krajini, v Metliki, Črnomaljski dekanat. Takrat so me tudi dies grem z njimi po cel dan, na Zaplas grem, kamorkoli se gre, z veseljem grem in se udeležujem. Tako da vi nimate vaše shodne liturgije vsak dan? Ne. Samo enkrat na teden ali kako? Samo enkrat na teden. Lahko rečemo, da je tako izpadlo, ampak je tako. Ja. Nekje sem prebral, da ste reševali in čudežno rešili svoje življenje v vojni vihri na območju bivše Jugoslavije. Kako to, da ste pravzaprav prišli v Slovenijo? To je zgodilo se je, vojna je bila in je zanimivo to osebnega. Čeprav se lahko imputira greh, katerega jaz nisem naredil in ga nisem imel, vsem katoliškim duhovnikom tam se imputiralo to, da so krivi in da so krivi za vojno, češ da radio stanico vsak župnik rimokatoliški, med rimokatolike sem bil tudi jaz prištet kot katoličan, so dobro znali, da sem oficirji, so znali dobro, da sem katoličan, čeprav sem daljšo brado imel in ikonostas imam v cerkvi in cerkev izgleda popolnoma kot pravoslavna. Ampak jaz sem tam v vasi, kjer sem bil, kjer je bila naša župnija, je bil tudi pravoslavna cerkev, je še starejša bila od naše in je bil pravoslavni duhovnik. In to moram poudariti, ker ni ljubezni, prevelike ljubezni, ali kako naj rečem, ni razumevanja pravoslavni in grko-katoliki. Grko-katoliki jaz nimam kompleksa, ampak moji bratje duhovniki na pravoslavni strani mislijo, da smo mi grko-katoliki izdajalci pravoslavja.
In jaz sem se s tem duhovnikom zelo dobro imel. S 33 let je umrl. Imel je tumor na mozgu. Na VMA je bil v Beogradu v bolnici. Kdo ga je obiskal? Samo Hardy. Niti eden pravoslavni duhovnik. In na koncu sem jaz mojim duhovnikom govoril, grko-katoliškim, da sem jaz v pravoslavni cerkvi bil in da sem obred opravil pri odprti trugi za pravoslavnega duhovnika. So mi rekli, to ni res, ti lažeš. Pravi, kdo ti je pa dovolil? Sem rekel, nikoga nisem vprašal nič, samo sem šel in sem opravil. In blagoslov njegovega spomenika, kjer je pokopan, samo sem jaz. Niti domači paroh pravoslavni ni šel. Vi že dolga leta zelo aktivno sodelujete tudi vsako leto v druženjih za teden krščanske edinosti. Tako je, ja. Kakšne aktivnosti, pravzaprav vem, da tudi ste povabljeni, kdaj tudi v katoliški cerkvi opravite to vašo vzhodno liturgijo, ne, v tem času? Tako je, jaz sem celo za 10. obletnico in za 20. obletnico Slovenskega ekumenskega zbora sem par besed napisal in občudujem, in se hvalim v Vojvodini, ko grem v Novi Sad, pa se pohvalim 40 možakarjev, rimokatoliških Slovencev pojejo vzhodno liturgijo in sem na to ponosen. Vi ste pred 20 leti menda ustanovili ta ekumenski pevski zbor, ne? Tako. In smo, zelo je to, recimo, zdaj je zanimivo, to hočem poudariti nalaž, da se mi je zgodilo v Metliki za jubilej. Jaz sem pritiskal in jaz sem prosil 25. junija na dan državnosti, hočem, da se poje po liturgiji slovenska himna. In je tako bilo. Zdaj vsi to hvale, seveda. Predtem nobeden se ni upal ali spomnil, recimo, ne. Razmišljam, ko ste prej omenili težave s pravoslavnimi duhovniki. Kakšno mesto ima molitev za edinost kristjanov? In kdaj je pravzaprav ta molitev naša za našo edinost med kristjani lahko učinkovita? Samo dve stvari bom omenil. Meni so novinarji na en način, ko sem prišel v Slovenijo, malo so me provocirali, pa so rekli, kakšen je odnos z rimokatoliki? Sem rekel, pa mi smo ena cerkev. Kakšen odnos? Boljši ne more biti. Kako je pa s pravoslavnimi? Jaz sem iskreno rekel, nisem nič ulepšal. Sem rekel, če jaz naredim korak, da se srečam z bratom pravoslavnim, korak naredim k njemu, on pa ne vrne tist korak, ostane med nami bolečina. To je dejstvo. Jaz ne ulepšujem zadevo, ker če je nekdo obremenjen in a priori te obsoja, a niti eno kavico z njim nisi popil, zakaj je potem jaz recimo na črni listi, zakaj sem na črni listi, če pri pravoslavnih, če nisem nič slabega naredil. Ali vi tudi zato, mislim, da že nekje od leta 1970 pišete poezijo iz sedanjosti v večnost, se imenuje vaša zbirka, ki je šla že pred kakšnimi 14 leti gotovo, v vašem materinem rusinskem jeziku in tudi potem v slovenskem prevodu. O čem govorijo vaše pesmi? To je lirska poezija o mojemu narodu, o verniku, kristijanu, odnos do Boga, kako znamo. Pa sem res za to izdajo te knjige, ne mislim, da je to ne vem kako vredna poezija, ampak sem ponosen, res sem ponosen, da je dvojezično prva knjiga v Sloveniji, ne da se hvalim,
ampak prva knjiga v rusinščini in v slovenščini natisnjena. Torej, tu v tej pesmi vi nekako izlivate ta svoja čustva, veselja, tudi žalosti. Tudi sem pisal o tragediji Vukovarja, ker me to boli, normalno. Zakaj je Vukovar mogel biti okupiran en čas? Zakaj? To je isto zdaj, ko razmišljam o vojni. Zakaj so ponavadi je to tako, v vsaki vojni pravijo, Hrvati pravijo, rat nikom nije brat. Nobene ne profitira. Na kratke steze mogoče, ampak na daljše steze ne. In kako mora biti miren človek, kateri ubija otroka? To je nemogoče. Meni pamet stane, ko razmišljamo o tem. Glava boli. Zakaj to delamo? Zakaj nismo, za vsakega je prostora pod nebom. Čim dalje, kaj se dogaja v svetu, čim dalje vse sem bolj bedast. Oče Mihajlo, vaša izjemnost, bom rekel, je tudi pisanje bizantinskih ikon. V vaši grko-katoliški cerkvi pravzaprav ni obredja bogoslužja brez ikon. Kakšen pomen pravzaprav imajo ikone v vaši cerkvi? Teologija ikone zelo lepo je pojasnil v slovenskem pričevanje ikon profesor dr. Marko Rupnik. Zdaj ne bomo nič komentirali ime, ampak jaz občudujem, kako je tam pojašnjena nekatere ikona in teologija te ikone. Zanimivo je to pri nas, da na shodu mi govorimo o ikoni, katero vidimo, sveto podobo. Če imam ikono doma ali v cerkvi, to je, ne vem slovensko besedo točno, to je uprisutnjena oseba. Ponavzočenje na nek način osebe, ne? Ponavzočenje te osebe. Če ja imam ikono Matere Božje, ona je tukaj prisotna, živa. Skrivnostna. Ja, to je teologija ikone. Če tako pojasnimo, to ni ena dila. Tu je torej malo razlike, ne? Mi rimokatoličani vendarle neke slike v cerkvi razumemo bolj kot neka umetniška dela, denimo v vaši cerkvi, pa tudi v pravoslavju izgleda pa je tako, da je oseba, ki je upodobljena na ikoni, skrivnostno navzoča v resnici po tej upodobitvi. Točno to. Recimo, jaz sem študiral malo sakralno umetnost vzhoda in zahoda. Na zahodu je sveta podoba ali kipi, ker vi imate kipe, nimate ikone, je več mesena. A tu se gre za duhovnost. Tu je tako da pred vsako ikono, ali bil vzhodnjak ali bil zahodnjak, lahko se zbere in moli in kontemplira ali meditira pred ikono, res te dvigne ikona od vsakdanjih problemov. Katere osebe vi najraje pišete, bom rekel, na ikonah? Zdaj sem imel ikone, to je malo, kako bi človek rekel, revolucionarno v ikonopisu, ker sem zdaj imel narejene ikone, cele podobe, podolgovate. Sem imel nekjer 5 ali 26 ikon v metliki na oltarjih. Sem kot neka recimo majhna razstava. Sem imel pravoslavne svetnike, Ruse, Ukrajince, sem imel rimokatoliške svetnike, recimo svetega Frančiška ali mati Terezo, in
Potem so mi rekli, ma kako moraš Ruse, vojna je na Ukrajini, Ruse in Ukrajince. Pa sam rekel, pa svetnik je svetnik. Nebesa niso nacionalna. Nad vsemi pa je potem odrešenik in Bogorodica. Tako je, točno to. In te svetnike poskusim povezati shod in zahod v bizantijski ikoni, normalno, ne? Koliko so osebe, ki so predstavljene na ikoni, rekla sva že, da so resnično navzoče, ne? Morda tudi tiste, ki vam pomagajo pri tem pisanju ikone. Ali na kakšen način se morate pripraviti kot ikonopisec na to, da lahko začnete pisati ikono? Zdaj, v kratkem, verjetno bom imel šolo ikonopisa. Imamo eno kratko molitev apostolu in evangelistu Luki, ker je mogoče legenda, saj ni to pomembno, ampak se preporočamo Luki, ker naj bi on naredil prvo ikono Presvete Bogorodice. Kot zdravnik? Kot zdravnik, ja. Tako da to je prvo, potem kontempliramo, če je možno, imamo mašo, težko liturgijo, ker to ponavadi ljudje ne znajo odgovarjati. Potem duhovno branje imamo, ne? Recimo imamo eno zelo lepo, kaj je to molitev, ko je en mladi francoski filozof prišel enemu menihu, pa je vprašal, ko molim, pouči me, kako naj molim. Potem je velik tega razlagal, kako je molitev gora, kako je molitev ptica, kako je molitev voda, in vse ta razmišljanja. In na koncu je rekel, vprašaj Jezusa, kako naj moliš. Tako da pridemo na ono toliko, da ne rečem, en teden ga je gnjavil in nazadnje spet Jezusu, naj te Jezus pouči, kako boš molil. Zakaj rečemo, da se piše ikono, ne pa riše ali slika, kot bi mi? Ja, ikona se piše zato, ker je to, prej so samo menihi pisali ikone, laiki niso pisali ikone. Prvo, jaz sem veliko, nekjer tam 20 let nazaj mogoče, so mi nekateri rekli, so Slovenci kupili mojo ikono, pa za darilo, pa so rekli, ja rekel, pa dobro, pa kupite tam, kam greste, ne, pa boste ceneje dobili ikono. Pa so rekli, jaz hočem, da je s posvečeno roko narejena ta ikona. Rekel, svaka čast, lepo razmišljate. To ni moja zasluga. Vi ste, poleg tega, da ste posvečena oseba, duhovnik Kristusov, ste tudi pedagog. Vem, da ste poleg razstav imeli tudi več tečajev ikonopisja. Ste vodilni ikonopisec pravzaprav pri nas v Sloveniji, ne? Ja, verjetno, da je tako. Imam nekaj Slovencev, kateri so, jaz to rečem, pošteno zagrizli v ikonopis. Tam v Škofji Loki je gospa Albina, pol pa v Dobu pri Ljubljani tudi je tam Franc. Tako da vesel sem, ker mi je bilo prigovorjeno, pa ne misleči dobro, niso mislili dobro, ko so mi rekli, ja, čuj, ali ikonopis to ni umetnost. A rekel, ja, imate prav, ni umetnost, ampak je duhovnost. A duhovnost je nekaj več od umetnosti. Pa bio veren, bio neveren, me ne zanima. Ampak če jaz delam, to moraš znati i roko imeti, in čopič v roki, i tehnologija nekaj pomeni. Normalno.
ampak če ti duhovno se pripraviš na to, z molitvijo, molimo, kontempliramo, duhovno branje beremo, potem mora se nekaj roditi lepega. Koliko je na ikoni odsev ikonopisceve notranjosti, njegovega notranjega doživljanja? Pravijo, da roko ikonopisca vodi Bog in zato se ne moreš podpisati pod ikono. Čeprav jaz imam, ker me je kulturno ministerstvo prosilo, naj naredim svoj pečat. Jaz sem naredil svoj pečat. V staroslovanščini je napisano moje ime, priimek, ki ni ikonopisec. Dal sem v sredo dvorameni križ z podstavkom. To je v ikonografiji je nad angela Mihaela križ. In nekaj prepoznavnega moraš narediti, ne? Tako da je ikona, če z vero pred ikono moliš, potem se zgodi čudež. To je definitivno. No, v vaši cerkvi je zanimivo, tudi v pravoslavni duhovniki in verniki redno poljubljate ikone, ne? Tako je. Tako je. Zakaj redno poljubljamo ikono iz spoštovanja do ikone, ker recimo na sredi cerkve je celivajoča ikona, ker se poljublja ikona, ne? In ponavadi veliki prazniki imajo svoje ikone, ne? Recimo ali Binkoš na nedelja ali ne vem, Božič, Velika noč, karkoli imamo ikono in za ta praznik prvo, ko prideš v cerkev našo, poljubiš ikono in greš na svoje mesto. Ali v klop ali kamorkoli. Po čem se ikonopisci razlikujete? Težko vprašanje, ne vem. Jaz se poskusim držati kanonov ikonopisa Bizantije. In vsaka ikona ima nadpis. Na nadpisu pišem ali v grščini ali v staroslovanščini, ker to je original. Zdaj se začelo v angleščini, v slovenščini, z latinico pisati. Naj mi ne zamere, jaz to doživljam kot devastacijo ikone. Bodimo realni. Nazadnje ikona, kaj je pomembno, kaj je meni tu v Sloveniji je eden neveren človek rekel, to je 15, mogoče i 20 let, ko mi je neveren človek rekel, blagoslovi mi ikono. Jaz sem rekel, vsaka ti čast, to je krog zaprt okrog ikone ene, nove ikone. Je treba blagosloviti. Blagoslovje na koncu. Tako je. Kdaj pa kot ikonopisec veste, da je ikona končana? Kdaj zaključite? To je tudi umetnost, ja. Znati končati. Ker jaz recimo nikoli nisem do konca zadovoljen z ikono. Ker če ste tako močno povezavi z Bogom takrat, da Bog vodi vašo roko, da tako rečem, ne? Ampak treba odločiti, zdaj je pa res konc. Moramo se odločiti, ker popravljal bi lahko neskončno. Ali vi recimo začutite neko ikono, ki je le umetniško delo, da tega ni pisal nekdo, ki bi bil duhovno poglobljen? Težko. Težko? Mislim, da ne. Čeprav sem od enega našega duhovnika v Vojvodini, kateri je tehnologijo ikone zelo dobro znal. In ena sestra mi je, Charles de Foucault, Martina, mi je rekla iz Pariza, prešla je na naš obred, rimokatolkinja je bila, prešla je na naš obred in je nuna in isto ikono piše. In enkrat mi je rekla, gledajoč te ikone, je rekla, poglej to ikono, v njenih očeh ni življenja. Zanimivo. Sem rekel, kako si to dobro, modro prepoznala. Lepo. In je res
pri tem umetniku, kateri je tehnološki popolno, zelo dobro narejena ikona. Ampak nekaj manjka. Po mojem, mogoče pretiravam, upam, da ne, malo je bilo ali molitve, ali kontemplacije, ali duhovnega branja. Čeprav je tisti duhovnik, bi rekli, v teh vodah, ne? Ampak nekaj manjka. To je zanimivo, težko je to prepoznati. Čeprav si razum in vera ne nasprotujeta, pa vendar današnji človek tako zelo prisega na razum. Kaj bi mu svetovali? Razum. Ne prepoznamo preveč, ne prepoznamo v človeku, ko pravim nekateremu človeku, ko se pogovarjamo, pa pravim, Svetemu Duhu molimo za zdrav razum. To je žalitev. To ne smeš reči. Kaj misliš, da jaz nimam razuma? Rekel, nikoli nimamo dovolj. Nikoli, jaz prvi, nikoli nimamo dovolj razuma. Razum je dar Svetega Duha. Ampak če človek ni duhovno odprt, hočete reči, ne, je problem potem... Ja, pravijo, nekaterim niti blagoslovljena voda ne pomaga. Ne. Ja, če človek ni odprt, potem, kaj praviš, to je res problem. Problem je, jaz ne razumem to in ne vem, kako je pri tem človeku, kako bi mu pomagali. Kakšne udeležence vse imate na vaših tečajih in raznih drugih izobraževanjih ikonopisja? Kdo vse prihaja? Večinoma verni ljudje prihajajo. Je zanimanje za danes? Je. Ampak je zanimivo to, eno leto nazaj, mogoče 20 let, sem imel v Zagrebu in ena muslimanka mi je bila na ikonopisu. Zanimivo. To je, jaz sem bil presenečen, ne. Po pravici spremlja nas sakralna muzika ali zborovsko petje, shodno petje, ne. Ona je imela svojo muziko, pa rekel, dobro, pa, če te to navdušuje taka muzika, pa naj ti bo. Se veselite srečanja z Jezusom na 4 oči, takrat, ko boste kot njegov duhovnik, ki toliko let opravljate njegovo službo? Po pravici malo se bojim. Zakaj? Zato, ker sem slab človek. Vsi smo slabotni. Vem, ampak heroji, malo jih je, zelo jih je malo. Jaz nisem heroj. Jaz sem slaboten človek. Pravimo, da tudi cerkev je sveta, po drugi strani pa grešna. Profesor Štuhec pravi tudi prekleta, ne? Tako je napisal v naslovu neke svoje knjige, Cerkev sveta in prekleta. Kako vi danes gledate na vse te težave v naši cerkvi? Verjetno se pojavljajo tudi v vaši grko-katoliški. To je isto, normalno. Mi smo velika manjšina v katoliški cerkvi. Ampak težko je nove generacije. Največ boleče je, da so se izgubile vrednote. Da zdaj, jaz mojim vnukinjam govorim, moraš jih usmeriti in na pravo razlago reči, ne. Ne moreš, saj govorim, če ukradeš, to ni znajdo sam se, to je greh. In moraš za to odgovarjati, moraš za to biti kaznovan. Takšno dejanje je treba tudi prav poimenovati, ne? Tako je. Ali ne obstaja več požrešnost, ampak dober apetit. Požrešnost je greh, dober apetit pa ni greh. Danes nihče več ne bi rad priznal greha, ne? Tako je. Pravijo, da je spoved v krizi. Da vse manj ljudi hodi, da ne govorim jaz samo za Slovenijo, recimo Nemčija ali tam Evropa, tam sploh ne hodijo k spovedi. Kje je naša rešitev? Oče Mihajlo, Jozafat, imate 2 imena, ne? 2 imeni. Krstna.
Krstna. To sta dve krstni imeni celo. Da. Zanimivo, da je to župnik. Zmeraj je bilo, takrat, ko sem se jaz rodil, zmeraj je bilo moderno, neke višnje, trešnje, jadranke i kaj jaz vem. In župnik je potem dajal še eno ime, pa je oče moj rekel, saj dobro, Mihajlo je nadangel. Kljub temu to je bilo blizu svetega Jozafata, najboljše Jozafat. Pa sem Jozafat. Kaj bi svetovali vi današnjemu človeku, da bi se lahko rešil? Kajti pravzaprav vse to življenje je nesmiselno, če na koncu ne bodo duše rešene, če ne bomo v nebesih vsi skupaj. Dobro je, če človek ima toliko poguma, da se pogleda v ogledalo svoje duše, v ogledalo svojega srca in da vidi, koliko je slab, koliko je grešen in rabi pomoč. Treba trkati na prava vrata. To je prvi korak torej k spreobrnjenju, sveta spoved. Tako. Da vidiš realnost svoje duše. Tako. In tu je rešenje. Pravijo, da teologi ali duhovni vodje pravijo, Jezus trka na vrata, ampak vrata se odnotraj odpirajo, ne zunaj. Imamo svobodo, ne? Ja. Oče Mihajlo, najlepša hvala, da ste prišli k nam v Maribor. Ja, sem počaščen. Bi lahko govorila, ste zelo zanimiv človek, moram reči. Hvala lepa, hvala. In pravzaprav edinstveni pri nas, poleg še nekega mlajšega duhovnika, iz vaše grko-katoliške cerkve. On je mlad, normalno, jaz sem že zlati jubilej, saj to nekaj govori, ne? Veliko prinašate. Pa o frizuri tudi se govori, mi je bela. Ja, veliko pripomorete z vašo navzočnostjo, z vašim delom, z vašim bogoslužjem k pestrosti, k bogatstvu, pravzaprav vsega tega verskega in kulturnega življenja v naši domovini. Iskrene čestitke še enkrat ob vaši letošnji zlati maši. Hvala lepa. Veselim se spet kakšnega srečanja na našem programu, kjer bomo lahko morda še globlje spregovorili o tem, kar je vaša tako velika posebnost, torej ikonopisje. Naj Gospod blagoslovi vse gledalce Exodus televizije. Molite za nas. Hvala. In blagoslavljajte našo domovino in Evropo, zelo potrebujemo. Normalno. Hvala. Hvala lepa. Tudi vam, drage gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. To je bil torej zelo spoštovani župnik grko-katoliške župnije v Ljubljani, sedaj že 3 leta, oče Mihajlo Jozafat Hardi, letošnji zlatomašnik.